Namreč moj dragi je doma, jaz pa pripravljam eno presenečenje za njega. Nervozna sem, tako da on dejansko nekaj misli, da greva zdaj slikati za moj Instagram. Mi pa zdaj bije srce, čaka ga presenečenje življenja. Tako da jaz se ful veselim in gremo paraleta. Dragi moji, živa! Danes pa je prav en poseben dan, en prav poseben video, katerega imam ful treba snemati, zato ker se bo tole vse zgodilo v roku parih minut, zelo se mi mudi, kot vidiš, imam tudi še malo mokre lase, zato ker sem mogla iti zelo v naglici od doma. Namreč moj dragi je doma, jaz pa pripravljam eno presenečenje za njega in zato sem mogla najti en izgovor, da grem pač iz stanovanja. Zdaj pa, kaj se sploh dogaja, kje sploh začeti, kako vas vsem updatati, ena muha mi tukaj leta. Skratka, danes 4. oktobra imam z mojim dragim obletnico in sicer 7 let, odkar sva skupaj, 7 let, odkar sva par. In on je meni svoje darilo včeraj že dal, jaz pa sem rekla, da nisem nič pripravila, pač da nimam nič za njega, a ne? In to v bistvu ni bilo res. Jaz za njega pripravljam res eno tako presenečenje, ki ga doživiš po moje samo enkrat v življenju. Tudi narediš to zadevo samo enkrat v življenju in se splača malo več pompa okrog tega, ker je po mojem mnenju res hudo. Zdaj pa, kaj sem za njega sploh pripravila in to on dejansko ne ve. On bo to izvedel danes in to ga potem čaka ta izvedba že čez 10 dni in vse skupaj se dogaja na glavo in hitro mogla se bom zmeniti nekako še v službi oziroma verjetno se bo pol on zmenil, da ga ne bo. Skratka, mojega dragija 15. oktobra čaka laserska operacija vida. Nos leče oziroma očala že kar nekaj let in vem, da mu bo to spremenilo življenje, vem, da bo to za njega nekaj norga, nekaj amazing in zato se še toliko bolj veselim mu to dati. Bo pa celotno to presenečenje malo tako skrivnostno, ne bom mu takoj povedala, kaj ga čaka, ampak imam tukaj skopirane namige, katere bo dobival tekom tega presenečenja. Ura je zdaj 10 zvečer in jaz pripravljam vse te namige, ki jih bom vključila v samo presenečenje. Zbrala sem žarnico, pa žarnica, svetloba, klinika svetlost in tukaj vem, da ga bom čisto peljala s poti. Tudi če bo že vedel, zakaj se gre, mu potem nič ne bo jasen. Potem tukaj imamo datum, pač to sigurno ne bom mogel vedeti, ampak je dejansko datum, kdaj se bo to zgodilo. Potem je tukaj ena moja slikca in namerno sem zbrala tako, kjer pač sedim na kovčku pred letališčem, v roki držim pasoše, kar bo res predstavljalo, da nekam pač greva, ne bo pa vedel kam, a ne? In ziher pa bo, da bova po moje nekam šla, sploh zato, ker imam tale zemljevid sveta oziroma zemljo in tle bo ziher mislil, da bo pač neko potovanje ali neko raziskovanje, ampak ne bo potovanje. Midva greva dejansko na Hrvaško, jaz sem ful raziskovala, kera je res najboljša klinika za operacijo oči in naletela na kliniko Svetlost, ki se nahaja v Zagrebu in zato greva midva tja, ker res želim za njega valjda top of the top. Tako da teh 5 namigov bo dobil, potem na koncu pa še pismo, malo tako daljše pismo, ki ga bo ful zavajal, ki ga bo tako malo, ko bo že mislil, da ve, ga bo malo speljala s poti, na koncu pa jasno razkrila. Tako da, jaz sem zdaj še mokre lase, ker sem si jih dejansko oprala, on je vstal in sem rabila en izgovor, da grem od hiše to skopirati. Tako da me zdaj čaka, ker sem ga nahecala, če bi šla nekaj slikati. Tako da on dejansko nekaj misli, da greva zdaj slikati za moj Instagram, v resnici pa ne. Čaka ga presenečenje življenja. Tako da, nervozna sem, jaz ful nisem dobra v pripravi teh presenečenj, nisem ful dobro znam skrit, ker se mu nič ne sanja in sem ponosna na se, da čist nič ne ve. Mi pa zdaj bije srce, ker mislim, da greva slikati, kako to izvedeti, kako bo reagiral, zakaj bo mogel sploh brati to v kamero, ker valjda bom prežgala, da boste vi videli, kako bo reagiral. Naj še to povem, da on sicer ful ne mara biti pred kamero, ampak da on smo pač mogel iz tone obdobja za učke, da bo boljš videl, da bo boljš mene videl, zato je tudi ta hint. Tako da jaz se ful veselim in gremo paraleta. Hej punce! Evo, jaz sem se odločila, da bom malo vlogala, že dolgo nisem vas cel teden peljala skozi teden, tako da danes je ta dan, zdaj bova šla malo tukaj po Zbilju. Danes pa vam midva 7 let, tako da sva šla, verjetno greva na eno tortico. Drugače pa, če vas zanima, kako bo izgledal moj teden, v bistvu, veš kaj, Ralci? Ko? To, da jaz zdaj snimam vlog, je vse fake.
Kako bi? Mislim, gori kamera, ampak v bistvu to, da sem shotela nekaj slikati, pa vse to, je v bistvu del enega presenečenja, ki za tebe, ja. Ampak nisem vedela, a nič filmov, sem hotela vlog snimati. V glavnem. Ja, se gledam, to snedim jaz. Ampak včasih imam čudne ideje take. V glavnem, eno presenečenje imam za tebe, za 7 let. Rale meni že včeraj dal darilo in sem ga nahicala, da jaz nimam nič za njega. Čeprav to, kar imam, je tako, po moje ti bo všeč. Imam pa predtem 5 namigov, da vidim, če bo ugotovil. Je to mokro. Jaz se bom kar usedla, briga me. V glavnem. No. V glavnem, tako. Zdaj tukaj za tebe imam 5 namigov, kar da mi to. Tukaj za tebe imam 5 namigov, da vidim, če boš ugotovil, zakaj se gre. Če slučajno ne boš, te pa pol na koncu čaka še eno pismo. A kaj se ti sanja? Niti malo. Tudi malo, ne? Prav niti malo. Okej. Ne. Čakaj. Da ne boš kaj videl prehiter. Okej. Prvi hint, ki čaka Raleta, kaj ga čaka, kaj sem jaz pripravila, je tole. Kaj je gor? Gor je zemlja. Jaz predvidevam, da je to kakšno potovanje. Kakšno potovanje? To bi bilo najbolj logična predpostavka. Okej, poglejmo naslednji hint, številka 2. Definitivno sem prepričan, da je to potovanje. Kam pa misliš, da bi šla, če je potovanje? Tajska. Tajska? Zakaj misliš, da Tajska? Pogovarjala sem se o Tajski. Ja, ful velikokrat že. Okej, pojdimo naprej. Kao plan za moj rojsten dan. Ja. Je bil nazadnje. Ja, Rale bo v začetku leta 2021, star 30 let, in so se pogovarjala, da bi ga preživela na Tajskem. Zdaj pa bo res Tajska oziroma Azija. Namig številka 3 je tole. Kaj gor piše? Žarnica. Žarnica. Zakaj bi jaz dala žarnico? Kakšno skrito sporočilo? Vse je skrito sporočilo. Je posebna ta žarnica ali pa? Ma neki not mogoče pripravi. Se pravi, zdaj imamo zemljo, imamo mene na kavčku, pa žarnico. A rabiš še kakšen namig? Ja, da mi še kakšen. Okej. Namig številka 4. Napisala tale moja. Namig, a se ti kaj sanja, nič? Noč, moram kaj, ta žarnica me je čist begala. Okej, namig številka 4 je tale. Hrvaška? Kaj ima Hrvaška veze žarnica? To mi zdaj ni jasno. Kaj bi imela Hrvaška veze z globusom, Ja, res. z mano, žarnico? Če bi mogel povezati, kaj bi povezal? Potovanje na Hrvaško nekam. Potovanje na Ali bi bila Hrvaškem. ona prva? Okej, kaj še? Zakaj bi potovala na Hrvaško? Ja, se ne vem, to mi zdaj tudi ni jasno. Kaj ima to veze? Kaj pa če bova potovala Iz Zagreba. A rabiš na seja namig? Okej. Ziher je iz Zagreba. Okej. Naslednji namig je zadnji in če ne ugotoviš, te čaka pismo. Ajde. Okej. 15.10. da greva, sam spet mi ni jasen kam. Ne veš kam? Ne. To je ful hiter. Če smo danes 4, je to čez 11 dni. Pa bi dobil v službi frej. Na Tajsko se gre vsaj za ene 3 tedne. To pa ne vem. No veš. Se pravi, če imamo zdaj zemljo, če imamo mene, če imamo luč, če imamo Hrvaško in če imamo datum. Rabiš pismo. Daj mi ti kar pismo. Okej, dajmo pismo. Tole mi je vse V zbegalo. pismu bo pa vse razkrit, kaj zakaj. Zdaj pa tukaj več pisem iz večjih delov in en listek ti bom dala, ti pa ber na glas. Ajde. Dragi moj, čez slaba 2 tedna oziroma natančneje čez točno 10 dni
To je 15. oktobra, greva na eno prav posebno mesto. Mesto, ki ti bo spremenilo življenje in kraj, ki ti bo spremenil pogled na svet. Okay. Gremo naprej. Dalje. Koliko te poznam, si zdaj misliš, hehe, nemogoče, verjamem le, kar vidim in v neke čudeže in prazne besede ne verjamem. No, nekaj je zagotovo, jaz grem s tabo in tudi mene boš gledal drugače, kot si me do sedaj. Opa! A te zanima? Napeto! Ok, rabaš tretje. Daj tretje. Zdaj pa je čas, da ti povem, kam sploh greva, a seveda tako hitro ne bo šlo. Za začetek ti zaupam lokacijo in če si pozorno spremljal prejšnje listke, potem že veš, da je to naša sosednja država, Hrvaška. Ok, to zdaj veš, ne? To ni bilo nič novega. Ja. Ok, gremo naprej. Zdaj zagotovo razmišljaš Hrvaška, kaj je tam? Kaj je tam takega, da mi bo spremenilo življenje? A gremo na naš vikend v Istro? Ma ne, to sigurno ne. Hrvaška, čak. Pa kaj bi bilo tam takega? Sigurno se mora zgoditi nekaj večjega, če moram na glas in v kamero brati vsa ta pisma. A se je pa razpisala. A sem se? Ok. Kaj malo daljši? Boste vedeli, da nisem že dolgo bral. Bralne sposobnosti so slabe. No, dragi moj, čas je, da ti razkrijem točno lokacijo, kam greva 15. oktobra. Veš, ure se morava striktno držati, kajti če zamudiva, bo s tem odpeljal tudi vlak. In zdaj spet razmišljaš? Prav res je. Čakaj, je to bil nov hint. Vlak. A je mislila letalo? Letalo. A greva kam? Se velikrat pogovarjava, da bi šla obiskat še kakšno novo mesto. Ali pa rezervirala kar London. Samo London takrat še ne bo v lučkah, midva pa sva rekla, da bi ga rada spet doživela okrašenega. Da sem te spet čist. Spet si me zbegla. A gremo naprej? Greva naprej. Koliko te zanima, kaj je? Ok, se pravi, zdaj imava šestko. Čak. Kaj pa, če je tale moja Eva tako nora, da je rezervirala kakšno bolj oddaljeno državo? Tudi tja hoču iti. Pa ne mi reči, da greva na Bali. Samo kaj pa prtljaga? Ma ne morava iti tja brez vsega. Čakaj, sprej, ko sem rekel Tajsko, jaz sem v bistvu Bali imel v glavi. Bali si imel? Ja. Za Bali sem v glavi. Sem ne zakaj rekel Tajsko. Ok. Ker sva Bangkok imela iste. Dobro, to je bil šestka. Gremo naprej. Številka 7. Dragi moj, naj pogasim tvojo radovednost. Ne greva na vlak, ne greva na letalo in ne greva, vsaj tokrat ne, na Bali, saj so njihove meje, kolikor vem, zaprte do konca leta. Ok, to je nekako pričakovano, se mi zdi. Številka 8. Kratka. Je pa nekaj sigurno, ko bova šla zares v Azijo, jo boš doživel čisto drugače, kot bi jo danes. Tudi to je zelo... Kaj, ja, bog to znama. Vem, da zdaj čist stavaš v temi, a naj te pomirim, da je vedno luč na koncu tunela. In tvoj naslednji hint je, da morava biti tam točno ob 18. Pa zdaj že nekaj ena... Sploh ne več je potovanje. Aha, a je možno? Kaj pa misliš, da bi bilo? Da ne vem, nekaj povezan z mano. Ja, ali mano? Če greme s tabo. Ja, Kaj ti težko je. pravi intuicija? Rabiš še naslednji listek. Deva naslednji listek. Rale ni vajen takih presenečenj, ta je kratka. Tako boš šel zjutraj lahko v službo, popoldan pa se bo peljala v Zagreb, kraj, kjer se ti bo zavedno spremenilo življenje. Potovanje ni v glavnem. Mislim, da si me že do zdaj, kaj dobro. Ko en hint imam nekje v zadnji glave. Ja? Zdaj pa sva prišla čisto do konca tega pisma. In zdaj pa je res napočil čas, da ti razkrijem moje darilo zate. Hvala, ker me podpiraš pri vsem, kar počnem in ker mi praktično 365 dni v letu in 24 ur na dan pomagaš in si ob meni, Moja zlatka. ko te rabim. 12. Zdaj pa zares. 15. oktobra ob 6. te 3 pikce čaka. In še zadnji. Ajde, a boš povedal, kaj se ti zdi? Ne bom. Kaj vladam za jebo čisto. Ne, sem. Sej fora po moje. Pizda ne vem, stari.
Ne bom govoril. Ne, da povej, kaj me Ne. zanima, kaj se ti zdi. Ne, vem, da ti povedal, če bo to Če je res. bilo res. Ajde. Okay. 15. oktobra Ne bom bleknil ob tri. 18. te čaka. Ja, majki mi prav vedi se. A res. Hvala srce. Zdaj, ko je presenečenje razkrito, se je še sonček naredil. Kako si vesel? Znači, 15 let nosim leče. Lahko si predstavljate, kaj bo to za Kaj me. je to zate? Ja, Pa na koncu se mu je dozdevalo prav, je tako že malo Nisem hotel reči, ampak sem prav sumil sem že s to Hrvaško, pa sem... Nekaj Zagreb je tam Ja, ja. furla. Pa le uspelo vsem presenečenje. Pa polno.